Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Lepi ljudje, bi vas pozdravil moj današnji gost, ki na socialnih omrežjih v poplavi nekih komercialnih profilov deli prav posebne vsebine pod vzdevkom smetarski poklic, deli take uporabne življenjske vsebine in nekako sem začutila, da je prav, da ga tudi mi povabimo, da ga spoznamo. David je vse več kot le komunalni delavec, je človek večplasten in veselim se, da se bova danes tukaj le spoznala. Lepo pozdravljen, David. Petra, hvala enako. Ful hvala za povabilo, pa ful lepo te bilo spoznati, kot si rekla, isto. Vesela sem, da si vzel čas. Zdaj povej mi, v kakšnem življenjskem obdobju sem te ujela in povabila v ta studio? Zdaj je ful burno, imam ful nečesa, imam ful enih povabil na razne podcaste oziroma na razne predstavitev smetarskega poklica, se pravi za otroke, ko hodim na primer tudi v šole, po vrtcem, pa zdaj, ko so počitnice, so razne te delavnice in imam razne povabila, tako da je kar burno. Koliko časa ima že tale profil smetarski poklic in kako te je poklical, ne? Marca je bilo zdaj 1 leto, se pravi dobro leto. Imam na TikToku tale profil smetarski poklic, tako da, ja, dobro leto, no, objavljam zdaj to. Zdaj, jaz moram priznati, da sem te prvič opazila, ne, kot te je Robert Troškar res spremljal cel dan, ne, in predstavil, kaj počnete. Kako ti je bila ta izkušnja in nasploh to povabilo? Ne? Noro, nisem mogel verjeti. Nisem mogel, kaj mi je pisal, on mi je pisal, nisem jaz njega. On je mi pisal in ko sem videl tiste SMS, sem tako, kva? Či sem bil puff. Ja, tako da sama izkušnja bila čudovito. Robert je zelo, zelo prijeten, easy going guy, tako da ful dobro. Zdaj, k profilu se bova vrnila, ampak jaz vsakega gosta prosim, če seboj prinese posebne predmete, 3 ponavadi naročim, da ga malo pobliže spoznamo, ne? In to je tisti del, ki sem rekla, da si več kot le ta profil in poklic. In me zanima, kaj si ti danes prinesel in kaj predstavlja to. Mene ta ideja ful všeč. To 3 predmete, ki si rekla, me tako, wow, kakšna dobra ideja. V glavnem, jaz sem prinesel nekaj, ki bi rad, da moje ljubezni, se pravi, tisto, ki je del mene, se pravi, nunčaki. To so 30 let stari nunčaki, to je prvi predmet. Itak, ljubezen je prišla od Bruce Leeja, ko sem prvič gledal film, ali 5 let, koliko sem bil star, sem se zaljubil v to gibanje, borilne veščine. In je pa en kolega naredil te nunčake in sem potem sam vadil vrsto let. Zdaj že dolgo nisem prijel roke, včeraj, ko sem jih iskal, sem jih po dolgem času spet prijel, ampak to je meni zelo en tak sprav. Borilna veščina, gibanje, šport, to je velik del mene. Že od nekdaj? Od nekdaj, ja. Kako dobro jih obvladaš? Semi. Aha. Ja, čisto v redu, ja. Za samo obrambo bi bilo? Ja, nareš ne, ampak ja, če bi bilo potrebno, bi znal. Ja. Zelo zanimivo. Si kdaj profesionalno treniral kakšne posebne veščine? Sem, ja. Kickbox pa karate, to je bil v kombinaciji v enem klubu, ko sem bil, Miraž klub v Novem mestu. Pri 13 sem tam začel, pa sem bil par let. Drugače sem pa, tako sem rekel, predtem sem jaz doma skus vadil sam. Spravi sem gledal film, ali Bruce Lee, ali Chuck Norris, ali Jean-Claude Van Damme, ali kdorkoli od teh borilnih veščin. In sem imel film, zraven sem pa jaz treniral in sem vadil iste udarce, sem ponavljal za njimi. Tako da jaz, ko sem šel trenirat, pri 13 sem že veliko ful znal. Sem veliko znal. Da, ja. Se pa tudi zdaj veliko ukvarjaš športom, ne? Lahko vidimo. Ja. Zdaj pa imam te kettlebelle, sem se pa čisto ljubil. En moj kolega ima tale gym in gremo do njega. Ful lepa skupina smo in je wow. Ja. Zelo zanimivo. Naslednji predmet. Naslednja je pa slikanje. Se pravi, slikanje je velik del mene. Jaz sem tudi, ko sem šolo pustil pri 19, se pravi, jaz sem gostinsko šel delati, kuhar 3-letno, pa sem šel +2, pa nisem več mogel. Meni je šolo ubija. Je bil kot, nočem pregloboko. V glavnem slikanje. Jaz, ko sem pustil šolo, sem začel doma slikati redno. Sem si zadal, kot ok, zdaj pa, ko hodim v šolo, nimam službe, bom pa vsak dan po več ur na dan slikal in sem razvil, oziroma mi je blizu ta tehnika iz pikice. Jaz nisem tako dobro v realizmu bil, ampak sem pa čutil poriv, da bi se rad izražal slikarsko. Ne?
In sem potem enkrat čisto po nesreč, se pravi, takrat jaz itak nisem imel interneta, nisem videl, nisem dobro poznal te tehnike. Zdaj vidim, da je tega ful. Ali mandal pa pikice. Mandale so to. Ja, ampak jaz jim ne rečem mandale, ampak drugih pač, ja, jih tako opišejo. Je pa ta simetrija, ne, pomembna. Ja, ampak nimam na vseh slikah tako. Ja, se pravi, jaz sem furat barv, probam čim več barv gor dati, pa ta natančnost pa všeč mi je meditativnost tega. Se pravi, tu je vsaka pikica posebej. Zato, da ima pikica ista velikost, da je, ne. Imam tak poseben čopič in potem cek, takole več ur skozi. Ja. Je pa ustvarjanje bilo tudi malo dobrodelno, ne, v določenem obdobju tvojega življenja. Bravo, res je. Če sem prav raziskovala. Res je, ja. Jaz, ko sem delal v Čejani, Stari most, sem delal v strežbi 13 let in sem takrat dobil eno idejo, da bi lahko vsaka stranka naredila kakšno pikico. Sprej sem tam prinesel eno platno in sem naredil sredino, ali tako kot ikle, sredino. In potem levo pa desno stran sem pustil pa prazno. In prišli sem nagovoril stranke, če imate mogoče 10 sekund, da sem naredite kakšno pikico, ne? Da gre dobrodelno na mene. Zraven je bil tam en mošnjiček, če je dohotel še prispevati kaj denarja. In potem sem malo sliko prodal na dražbi in vas izkupiček dal v, tako kot sem rekel, dobrodelno na mene. Ja, res lep projekt. Še kaj takega planiraš? Ja, nekaj zelo velikega imam v glavi, ampak ne bom nič govoril. Ne govorim rad o stvareh, ker še niso, ker verjamem, oziroma čutim, da se potem znajo razgubiti ta moč. Če jaz bi zdaj govoril o svojih sanjah o sebi, pa tisto pa... bolj, ko govoriš, manj imaš ta poriv, kot da si že v bistvu naredil. Ne znam povedati. Vsaj jaz imam tako pri sebi. Bo pa nekaj, ko bomo izvedeli, boš delil takrat ponosno. Seveda. Okay, potem pa kar na tretji predmet. To sem kar predvidevala, glede na to, da imaš veliko objav tudi s kitaro, da rad glasbeno ustvarjaš. Res je. Ja, se pravi, to je bila moja prva ljubezen. Borilnovščina, gibanje. Potem je bilo slikanje, potem pa kitara. Se pravi, kitara, ta je moja. Imam jih enih 5 kitar, ampak ta je pa tista, na kateri večinoma se izražam in delam muziko. Se pravi, vse, kar jaz igram, zmeri, ko pridem kitaro, igram svojo muziko, svoje melodije. Nimam nobenih priredbih na nič, ja. Sprav, jaz imam potrebo, da se izražam, se pravi, izražam se pa tako, da delam svoje, se pravi, isto slikanje in da, ne, to. Se pravi, kitara, muzika je en velik del mene. Odkje ta ljubezen do umetnosti? Je to že od nekdaj, je to bila neka rešiteljica umetnost tvoja? Ja, zdaj, če razmislim, se pravi, danes, ko nismo imeli otroci, mi takrat, ko je 30 let nazaj, ko smo bili, ni bilo teh interneta pa tega pobega. In potem, če nisi imel prijateljev zunaj, če nisi imel doma interneta, da nisi bil, pa nisi bil na televiziji, pa karkoli, je bil potem ta edina zadeva, kjer si se zamotil, spravo risanje, ne. In sem zelo hiter videl, da mi paše, kako bi rekel. Ja. Te je pomirilo. Tako je. Všeč mi je, zato imaš ti prazen list, pa tvoja glava je umito, krčeš lahko. Ne? Si želiš, da bi kdaj bil to tvoj kruh, da bi bil to tvoj edini, da bi lahko od tega živel? To bi bilo wow. Ja, to bi bilo wow. To so neke sanje. Ja. Do takrat, ne, te pa lahko gledamo veliko in pogosto. Ja, kot sem prej dejala, smetarski poklic je ta profil. Tam nekako se oglašaš, si komunalni delavec. Kako je bilo to po sili razmer, da si šel v to službo? Kakšna je ta zgodba? Ja, glavno, jaz sem, kot sem rekel, 13 let bil v strežbi, pa sem imel dost in sem šel v proizvodno, sem bil 9 mesecev tam. Tisto mi je bilo grozno, skus na mestu stati in zelo hrupen del je bil, mogel sem imeti zaščitno očala, se pravi, pa ušesa, z nobenim nič se pogovarjati 8 ur, pa sem cak za mizo biti. In tisto je bilo grozno izkušnjo. Pa sem pa itak iskal, zato je bilo tako grozno nekaj drugega. Sem drugače hvaležen za to delo, ful, ampak je bilo pač zelo naporno. Pa sem pa iskal nekaj drugega in sem videl, da iščejo na komunali pogrebnika. In sem šel, ok, bom tu poslal, zato tu jaz se furat soočam s strahovi pa za izzivi. In itak je to nek tak tabu tema in sem hotel videti, kako jaz s tem stojim, kako sem jaz s tem. In sem šel za pogrebnika in sem bil dobro leto sem bil pogrebnik. Zelo lepa izkušnja. Zelo lepo delo, ampak ni neki to, mislim lepo, tu se ful tako čudno lahko sliš, ampak dati perspektivo in
že sam dan, pa nasploh pogled v življenje ti da lahko večjo globino, pa skusti ba, saj meni je dajalo spredi, kaj je pomembno, se pravi, za bedarije se pa nisem več sekiral, predtem sem imel intervencijo, je bila neka nesreča, sem šel iskat, pa grem jaz domov, pa se bom za neke bedarije sekiral, pa nas dokaj nekdo ne spele hitro na križišče, karkoli, se pravi, te stvari, je tako, to je nepomembno. Ne. Tako da, tu hočem reči, da je ful bogato. Zame je bilo zelo bogato to delo. No. Nisi pa čustveno tega v tem smislu, da bi nosil to domov, da bi še povečalo mogoče strahove pred smrtjo, pred nesrečami? Ne, sploh ne. Ne, sploh ne. In to si bil v bistvu na klic, ko se je kaj zgodilo? Se pravi, delovnik je bil od 6 do 2, od ponedeljka do petka, pa itak čez dan, se pravi popoldne, po 2 uri si mogel biti pa dežuren. In si se pol izmenjavali. Enkrat je bila ena ekipa, zmeri sta 2 v ekipi bila. In en teden je ena ekipa, en teden drug, se pravi petek, sobota, nedelja, isto skus, čez cel dan si na klic. Če se kaj zgodi, moraš iti iskat. In kakšne, ne vem, če sploh bomo vprašati, verjetno si videl nepredstavljive scenarije in situacije. Filmsko. Tako, ko vidiš v filmih, ti tam vidiš pol v živo in ne moreš čisto dobro comprehendati, ne moreš čisto dobro, da je... V smislu tega nekako. Ja, hvala, ja. Nočem o tem govoriti, pač kaj vse sem videl, pa kako ker mi ni, rad bi bil spoštljiv in do te smrti in do svojcev. Ne. Tako da, ampak ja, veliko je samomorov, pa se to ne govori. Ful je veliko samomora. Jaz sem bil v strežbi, sem delal v strežbi in sem enega gospoda stregel redno, pa sem ga šel pa iskat, kaj je samomor naredil. Take stvari. In pa sem se nazaj gledal, kaj je on oddajal, takrat, ko sem ga stregel. Sem ga probal videti, če sem videl to, če je skus oddajal to v bistvu neko stisko. Ne? Pa se to da prepoznati, zdaj, ko imaš to res konkretno izkušnjo? Po svoje so neki namigi. Ne? Ampak ne bi pa uposi reči. Zato imaš eno drugih streme, ko so ful nasmejali, so isto, ko smo eno stranko v očejarni, ampak je vmes, ko sem še delal v očejarni, je naredil samomor. En mladenič, wow, mislim, ne moreš verjeti. In ni nobenih teh znakov, ne bi nikoli rekel za človeka, da bo samomor naredil. Ne? Tako da ne moreš dati v nek predal zagotovo. Česa si se naučil, mogoče o smrti po tej izkušnji? Sprav, mene je to dalo, da meni je cilj umrti v miru. Zdaj, da bom umrl, moram biti sebi zvest, moram biti jaz, zdaj, ko potem na stara leta, a pa ko umiraš, boš pogledal nazaj, pa to je po mojem neizbežno, da ti se pogledaš nazaj, pa vidiš, ne, cel life sem imel, zdaj pa jaz se nisem dovolil, a pa nisem upal biti jaz. In je tu po mojem ena taka groza, da ti, ko umiraš, vidiš, da si imel celo to priložnost in da si nisi dovolil biti ti. Prav, tu je meni dalo, zdaj pa tudi lahko delam te posnetke. Pač meni je izziv pokazati se, a pa biti jaz, ni vedno enostavno, ampak nagrada je pa imeti mer pri sebi, tu je največ, kar lahko. Ja, dajva konkretno, ne pozdraviš tako lepo lepi ljudje in potem deliš različne utrinke tega ne tako romantičnega poklica smetarja, ampak ti kar najdeš neke te male radosti vsak dan in nekako z neko iskrico v očeh se zdi, da to delaš. Kako ti to doživljaš? Ne? Kako je, ko se priklopiš, kako rečeš, to bi bilo pa mogoče zanimivo. Daj nam malo opiši ta proces. Pridemo naprimer do otoka, pa vidiš že pred ful nečesa zraven, se pravi, naprimer kosovni odpadki zraven, a pa vidiš pokrov za steklo odprt, pa vidiš že pred noco kar folije, pa ne vem kaj vse nametano. To je bil en izmed prvih posnetkov, naprimer. Videl sem, kako je tale odprt, zabojnik za steklo, ta velik, to ogromen 1000-litrski, in je bilo not, wow. In potem sem jaz vzel, bom to posnel. Ne? In je tako, okoli so bili sodelavci, in je že tu mi je bilo polizil ščit, kam zdaj jaz, klala se kar neki, lepi oddelajte to, pa tisto. In vse, kako jaz moram to narediti. Ne? Jaz čutim pri sebi, da moram to narediti, da je to nekaj, kar me je nelagodje, se pravi, klej nekaj za narediti. Ne? Tako jaz
sebe dojemam. In ja, no, to je naprimer tako primer, en izmed primerov. Kaj vse doživljate na terenu? Aha, tako je bilo, ja. Kaj vse doživljam, se pravi, naprimer v vseh, v času kolin, tam je svašta. Tam lahko svašta, naprimer med temu, med papirjem lahko najdeš ostanke za kola, naprimer kakšne kure, pa kaj takega, sem že večkrat najdel, pol naprimer v steklu je bila enka cela prašičja glava, pol naprimer v folijo, ki so za embalažo, ki dajo, ampak je vse krvavo in se je že zgodilo, zakaj tista, ki pobira smeti, ne, ima tak pripogib, da jih zdvigne, da jih pobere in potem gre gor. In je takle pripogib. In je ono zagrablo in ker je bilo polno krvi še, ki je stisnilo, je sodelavca pošpricalo s krvjo in bil čist cel krvav. In so mogli iti nazaj na cikavo, se pravi štab, da se je stuširal problejko in so šli nazaj po teren. Take stvari, naprimer, ne. Pa moraš ful paziti, karkoli, če so kot kakšne, kaj kovinskega, ki prijemaš, se pravi, tele zabojnike, pa če kaj ven štrli, ne moreš kar not tlačiti, zato moraš ti potlačiti not, ne sme nič ven štrleti, klele zdo, da ti, ko zahaklaš, je pol klele tako zaklopko narediti, da ti, ko dvigneš, da zabojnik ne vrže not, ne. Se pravi, mora biti klele po čisto. In če ti sem tam tlačeš čist brez občutka, so lahko kakšne igle, karkoli, ne. Tako da moraš to vse paziti ful. Kako pridni smo Slovenci pri tem ločevanju, imamo še velike težave s tem, zdaj vsaj za to regijo, kjer si ti aktiven. Kako nam gre? Zdaj veliko se od tega govori, ozavešča, nekako se zdi, da se zavedamo, da je samo en ta svet in da imamo samo eno naravo, ampak kako je na terenu? Pač itak je ful prostora še za izboljšavo. Ful. Zdaj, naprimer, je en del, oziroma ogromen del imamo zdaj individualni sistem. To pomeni, da ima vsaka hiša, vsako gospodinjstvo ima svoje smeti. Ne. Je to prednost ali slabost? To je v bistvu prednost, so eno in drugo, se pravi, slabost je za nas, za smetarje, zato imamo veliko več dela. Se pravi, če bila ena vas, si imel tam 4 otoke, si šel na otoke, skipal, in to je bilo to, ne. Zdaj imaš pa čez celo vas, vsako hišo, se pravi, moraš vsak koš posebej, moraš več tekanja, več dela, več vlečenja, vse skupaj več dela, ne. Ampak meni je to, jaz to vse pozdravljam, čeprav je več dela, zato to je pač cena za to, da se zboljša, ne. To je pa cilj, ne. Se pravi, pač ampak to je naše delo, to je del tega, tako da jaz to čisto vzamem, čisto vse v redu. Se pravi, plus je to, da zdaj je vsak odgovoren za svoje smeti. Zdaj, če pride inšpekcija, pa pogledati koš, ne moreš ti, nekdo drug, pa kaj, ne, to je jasno, to so tvoje smeti, ne. Se pravi, ti imaš smeti pred hišo, ko se pa ve, naprimer, ob 4. vsak teden je odvoz, ti pa pol takrat smeti pripelješ do čim bližje ceste, zato ker mi, tako kot sem rekel, smo leteči, imamo ful košov in si ne moramo privoščiti, da gremo do vsake hiše, se pravi, 5-10 metrov, 15, da gremo iskati in potem še nazaj, tako da, ja. Kako pa je, rekel si, da je inšpekcija, potem vi to kličete, če vidite, da ni pravilno. Kdo zdaj tukaj postopa, ne, kadar se izkorišča sistem in prašičje glave kam skriva? Ja, v glavnem, zdaj je tako, da sprav vidim, da je ful prostora za izboljšavo pri individualnem sistemu. Sprav mi, ko kipamo embalažo, to je pač ta plastika, pa to vidiš, če je dobro ločeno, ne, zato ker po teži plastika ne more biti težka, ne. Nikakor ne. In doskrat ga komi premaknem in potem pač odpremo zabojnik, raztrgamo kakšno vrečko in vidiš not biologijo, vidiš not planice, vse to v embalaži, pa tu ne sme biti. In potem mi raztrgamo, vsak zabojnik ima svojo cifro in poslikamo. Poslikamo smeti, kaj je not, poslikamo zabojnik, poslikamo naslov. In ga ne skipamo, ga ne praznemo. In potem, če naprimer ta oseba kliče, mnem pa niso spraznili zabojnika, imamo mi tam dokumentirano, nismo ga zaradi tega pa tega naslova, ne? Mislim, razloga. In potem mora pač sami se znajdeti, kako, ga bojo spraznili, kako. Zato zdaj en zabojnik vem, da je že 2 meseca, koliko ni bil skipan, glih zaradi tega. Oni ga tudi niso, sploh inšpekcija tudi očitno se ni poklicala, sploh je ta okno, da ti lahko popraviš to svojo napako zelo velika. Ni za koj denarna kazna. Nismo mi predstavno, da smo poslikali, zdaj po inšpekcijo poslali. Niti približno, se pravi, en zabojnik, prav jaz vem za njega, 2 meseca ga nisem kipal. Ja.
pa se niso nič izučili. Ja, očitno ne vem, kaj zdaj smetmi naredijo. Tam unjet pač poln neprimernih smeti, neprimernih odpadkov. Zdaj pa ne vem, kam druge smeti vozijo, ampak to je čisto njihovo. Kaj pa kakšen primer dobre prakse, ko takole jih pošolate, ne pa da potem opaziš, da se pa držijo pravil? Tudi to verjetno. Ja, je. Naprimer, kakšne proizvodne znajo biti. Pa jim pol tam rečemo, da tu ni papir, da tisto drslenčka ne bomo kipali in potem se zboljšajo. Ne? Tako da tega je veliko. Ja. A kakšen pa je tvoj odnos do narave? Zdaj sklepam, ne, da verjetno dosledno ločuješ, Ja. Da tudi opozarjaš druge, pa da že v osnovi, da verjetno se zavedaš, ne, da imamo samo en planet. Ja, jaz sem bil od nekdaj skozi tako. Sprav, še preden, tu je že, ko se je začelo ločevati, sem izkus ločeval. Pač mene je bilo, pa zdaj vidim, koliko sem, mislim, itak sem pa kmalu gotovo, da koliko sem v bistvu napak na začetku delal. Tako da je meni tudi jasno, da še zdaj ljudje delamo, a pa delajo določene napake, ne? Kot naprimer za steklo, ne moreš žarenco vrš, ne? Čeprav je steklo. A pa naprimer, da tam keramiko isto med steklo dajo. Jaz sem takrat včasih tako razmišljal, vse, kar se razbije, gremo za steklo. Pa ni tako, ne. A pa naprimer ravno steklo, a pa te ogledala, tu ne gre tam za steklo. Sva, ti bi tam, idealno je, da ti bi odpeljal, sprav oseba, v zbirni center, kjer je tam posebna za ravno steklo. Ali pa, če ne želiš tega dela, bi pa mogel vršiti to med mešane odpadke. Se pravi, to ravno steklo bi mogel vršiti med mešane. Zakaj je to? Zato, ker ima različno sestavo. Se pravi, steklo, kot je ta kozarc, a pa steklenice, ima drugo sestavo, kot je ravno steklo. In potem tisto, kar talijo, topijo, in kako, ne vem, čisto jaz bi ful račul te proizvodne. Posnet, kaj točno se naprej zgodi, zdaj, bi tudi lažje potem ljudem povedal, tudi v šolah in v vrtcah, ki bi šel. In čim je neka slika vzad, pa več zgodbe, pa ljudi bolj ostane ljudem. Ne? Ja, si do neke mere ne že snemaš in prikazuješ, kako poteka zdaj to ločevanje, kaj se dogaja tako, naprej. Kaj se naprimer zgodi z biološkimi odpadki, ne? Kako poteka cel proces do komposta. Se pravi, iz bioloških odpadkov se pol naredi kompost, nastane. No? In tudi nisem vedel tega. Ne? Zdaj, David, čeprav razumem, si nekako vseeno po sili razmer prišel v to službo, ne? Komunalnega delavca, tam sva ostala prej. Pa se zdaj v bistvu sprašujem, si tak tip človeka, da kamorkoli bi v bistvu prišel, bi iz tega naredil neko zanimivo stvar, da te potegne, da te zanimajo stvari v svojem ustroju, odkje kaj prihaja, da v bistvu niti ni važno, kam bi te človek postavil, da tako deluješ. Ja, res je. Res je, tako da mi smo se s kolegi že hecali, da bi bilo idealno, če bi imeli jaz, da bi kot kakšne oddaje, te dirty jobs, ko so imeli v Ameriki, se pravi, da bi šel vse te, ki so te umazane oziroma težke službe, pa da bi šel tam za kakšen teden, pa da bi cel, kako poteka to delo. Od mene to res zanima. Mene je to ful zanima. Tako da, tako, kot si rekla, jaz sem tak tip. Daj mi povej, kakšne so mogoče največje te zmote ali pa stigme komunalnih delavcev, smetarjev? So kakšni te klišeji? Ta, da smo neumni, ta je ena takih, ne. Se pravi, jaz, ko sem bil otrok v šoli, pa jasno, v šolah nisem bil dober, zato sem to zdaj gled, ne. Ampak jaz sem takrat sebe smatral, da sem neumen. Pol kasneje sem ugotovil, da sem samo drugačen, da moja glava drugače deluje. Da ta sistem mene zapira, a pa druga beseda je neka bolj primerna, da me omejuje. Ne. Zame bi bil, na primer, bolj Baldorski sistem, sprav, individualni, ta celostni, holistični. Ne. To bi bil, sprav, jaz sem umetniško nadaljen, sprav bi me tam v tisto smer usmeril. Ne. Vprosti, kaj je bilo že? Največje zmote o komunalnih delavcih. Ja, se pravi, ja, ta bi bila ena, pa naprimer, da je smetar lahko vsak, pa ne more biti res vsak, naprimer, že čistko, sprav, delo je in polet, in mislim, čez v vseh vremenih, ne. Zdaj, če fizično moraš biti pripravljen, pa tudi, naprimer, ena, ki jaz nisem pomislil, če imaš ti kakšne alergije na ose, čebelje pike, ne moreš biti. Zdaj, poleti se te piki redno dnevno dogajajo. Zdaj, pod pokrovi, kjer je toplo in je idealno in redno delajo gnezda, ne. In moram potem, mi tisto odstranujemo oziroma pošpricamo gnezda in mi je po svoje tudi
pač meni tu ni prijetno delati, jaz ne maram škoditi živalim, ne. Po sili razmer pa moraš, ne. Tako, ja. In potem takem, da mi je lažje, sem si tudi predstavljal, lahko pa tudi nekomu posledično rešim življenje, za kateri smeti odvršt, in če bi dobil ta pik, pa če ima alergijo, bi lahko bilo usodno, ne. Tako pa jaz preprečim, a pa sem lahko del tega, da ne pride do tega. Je pa tudi zanimivo. Jaz, prvi dan, ko sem šel za pogrebca, je bil glih en pogreb, ki je en umrl od pika čebel, oziroma os, ja, čebel. Tako da, mogoče sem tudi od tam dobil to perspektivo, da bom tako pogledal, ne. Zato dejansko se to dogaja, da ljudje umirajo od pikov, ne. Kaj pa so mogoče prednosti tega poklica? Kje vidiš lepoto tega poklica? Se pravi, to delo, kjer opraviš, se pravi, to za družbo noro pomembno delo, jaz ga zmeraj uvrščam med, kar se tiče pomembnosti, med gasilce, rešilce, reševalce, se pravi, policiste, gre v štrice, spravim, ne. S tem, da mi nismo tako, se pravi, na klic, nekaj je neka potreba, se pravi, če je kakšen požar, karkoli, jasno, se gasilce pokličem in mi smo pa kot, jaz dostikrat rečem, smo kot neka mama, samoumevna mama, sprav, mi skozi delamo tisto svoje delo, ne, nas ne rabite poklicati, mi bomo to vse delali, ampak je vse tako odmaknjeno, tiho, tako samoumevno, no. Ampak če vas ne bi bilo, bi pa hitro opazili. Če pa ne bi bilo, isto tako kot mamo, ne, bi hitro opazil, mislim, kdor izgubil mamo, mu je jasno, ne. V glavnem, ko hitro bi opazili, mi, na primer, tedensko, naš del, mi 300 ton odpadkov naberemo. Med 250 do 300. Na teden? Ja, na teden, sprav 5 dneh, ne. Kako velik rajon je to? To je, mi imamo 7 ali 8 občin in vse skupno nese to tam 50-60 tisoč ljudi. Se pravi, 50-60 tisoč ljudi, na teden 250 do 300 ton odpadkov, dela zaposlenih je pa samo 30 ljudi. Se pravi, 30 ljudi rešuje smeti 50-60 tisoč ljudi, ne. Je kakšna sodelavka med vami, prosim? Ne. Ne? Kaj pa v Sloveniji? Drugače v Sloveniji pa so tudi voznice, ja. Enkrat, ko sem naredil en video, pa nisem vedel, ali ne, vedel sem za eno v Škofji Loki, da je bila, pa se jih je pa kar dosti oglasilo, da so, in tudi ena voznica je, tako da ja. So pa vseeno v manjšini, ne? Ja, pa meni je to fajn, zakaj je tako delo, jaz si ne želim, da se punce matrajo, tako da mi je fajn, da jih je manj, ampak ne pravim pa, da ne sme tega upraviti, zato dosti me pa ljudje gre v drugo mislim, me narobe razumejo, kot da jaz pravim, da niso sposobni tega, ampak jaz ne želim, da se matrate, sprav punce. Isto, če treba sneg odmetati, mi ni šans, da bo moje. Zdaj, ko si omenil sneg v vseh vremenskih razmerah, ne, kako pa je to po zimi, v hudih nalivih, zdaj, ko so vročinski valovi, ne, ko se opozarja, kako težko je iti takrat v službo? Zdaj sem videla, da zelo zgodaj začenjate zaradi vročine, ne? Ja, zdaj se pravi, se ob 3 moraš da zbuditi, da greš ob 4 ven. Se to sproti dogovarjate glede na vremensko? Ja, tako je, glih vidimo, jutri bo ful vroče, da gremo ob 4, gremo ob 4, pa bomo pač ob 12 fertik, ok, cool. Ampak, se pravi, to pomeni, ni šans, da greš ti spat pred 9. Ni šans. Se pravi, normalno je, da bom ob 10 zaspal, ne. Se pravi, od 10 do 3, tistih 5 ur, pa ne spim 5 ur, ne. Tako da sem pol čist gotov. Tako da pol, ko pridem po službi domov, se doskrat moram še malo ležt, da pridem k sebi. V glavnem, ja, tu je naporno, ta vročina, po zimi pa pač, ja, zna biti ful ledeno, ne. Ampak še vedno za smetarje je najslabši dan je dežni dan. Dežni dan, zdaj ti, je ta vročina boljša? Meni je boljš. Kaj pa sneg, ko so ne, snežni meni je boljš, zakaj tisto, pa si možeš pa tisto plahto čez in not, zdaj ali si po zimi, kakorkoli lahko po zimi tak ni snega, ni dežja tuk, ne, je sneg. Pa meni je luštno, ko je sneg. Tako pravično mi je, no. Tako da meni je luštno, moraš ful paziti, ko dol skačeš, da ti ne spodrsne, ne, pa itak moraš se oblečiti, jaz sem od vseh najbolj oblečen. In največ plasti in me tam zmeri. Najbolj zmrznete. Ja, in me doskrat. Pa tudi drugi znajo biti, ampak ne poskrbijo tok zase. Meni pač se bom več oblekel, pa bom pa že slekel kakšen sloj, ne. Tako da imam 6 plasti na se.
Imam spodnjo majico, imam kratko majico, imam švic majico, podam kratko majico čez, dam pulover, podam pa še jakno. Zaščiten. Ja. Kako pa sodelavci reagirajo na to tvoje izpostavljanje? Redko njih izpostaviš, ne? A verjetno so bolj sramežljivi. Ja. Kako so to sprejeli? Se pravi, na začetku, ko sem jaz govoril, tudi tako sploh do tega prišlo kanala, zato ker so govorili, kako so slabe plače. Ne? Da so slabe plače in da so bile včasih boljše, se pravi tisti, ki so tukaj 20 plus let, vidijo razliko, da bo čas boljš plačano. In da so ljudje celo v vrstah stali, da bi radi bili smetarji, da zdaj pa ni več tako. Ne? Zdaj pa kot plača slabša, pa tudi težje je pol dobiti delavca zaposlenega. Ne? In sem se rekel, pa pismo, da imamo pol nekaj narediti okoli tega. Ne? Ja, saj smo že vse naredili, saj smo tisto rekel, ok, pa bom pa jaz posnel samo delo, kaj v bistvu sploh zajema delo, da bojo ljudje videli, da bojo tisti, ki odločajo o plačah, da bojo videli, čemu vse smo izpostavljeni in da bi jih pol kot naprosil, ne, da bi nam zvišali plače. Glede na to, pač kakšno delo je, kako je družbeno pomembno, ne, kakšno vlogo igra v tej družbeni verigi in da brez nas bi bilo pač nepredstavljivo. Je bilo do zdaj že kaj uspeha? Ne tako, kot bi si mi želeli. Ja. Si vedno tako aktiven, proaktiven, če je kakšna težava, da poiščeš rešitev, ne nisi, da bi obsedel in... Ja. Na splošno v življenju. Ja, res je. Ko je zanimivo včasih tako v pogovoru, ko ne dute videti v enega zornega kota, pa tako, ko si zdaj ti, veš, nisem sploh nikoli vse tako razmišljal, jaz imam karkoli je situacija, jaz iščem rešitev, pa tisto. Ampak očitno je to čist naravno, ja, da sem tako, da delujem tako. Kako pa si potem v komunikaciji z ljudmi, ki pa so ravno obratno od tega? Vemo, velikokrat so ljudje raje v neki svoji žalosti in tem obsedijo, ne, in se v tem okopajo, kot da bi poiskali rešitve. Kako pa s takšnimi ljudmi funkcioniraš? Jih probaš motivirati? Ja, ampak se mi zdi, da je tudi to potrebno. Da je tudi potrebno tisto, sprav, ne da ti odrežeš nekaj, pa čist zbrišeš, da probaš kot, da to zadpo v bistvu ne predelaš. Ne? Tako da meni se zdi zelo potrebno, da se okopaš v te žalosti, da probaš občutiti vse. Ne? Ker ne pa, da bežiš od tega, ali se zatečeš v kakšne tablete, droge, karkoli. Ne? Ampak je pa potem potrebno narediti korak naprej, sprav ne smeš tam obtečati. Ne? Moraš si najti nek smisel, moraš poiskati pot ven iz tega. Ne? Se pravi, ja, jaz bi vedno, mislim, in nagovorim ljudi, da probajo videti, pač vsak mu različno rab drugo, da se ven iz tistega nekaj zbaše. En mu je že dosti, da naprimer začne ful fizično, ali biti športen, ne? Se pravi, ljudje, ki so v depresiji, dostikrat prepišejo, prva zadeva je prav gibanje. Ne? Šport, gibanje, da se že tu je dovolj, da se ti premakneš iz nečesa. Ne? Tudi umetnost in glasba, ne, sta dokazano zelo točno to. Dobra za take stanje. To izražanje meni. Ja, meni tu zelo praznega se počutim, ko ne igram kitaro, ali pa če ne slikam, bog ne da ne treniram, da se ne gibam, kako se res počutim kot kakšen drek. Včasih, če sem res čisto glavi mi moje proveče, da je pet malo pomigati, pet pa trenirati, ki me pozna, da bom ko pridem nazaj, sem čisto čez drug. Ja, tako da zelo pa tudi objavljam tudi te posnetke, spravo gibanja, šport gor, zato ka bi rad bi, da ljudi spodbudo, da tudi sami gibajo. No. Veliko pa tudi predstavljaš, ne, ta tvoj poklic, te povabijo v šole, tudi neka živa knjižnica sem videla. Ja. Dobro sem se podočila o tebi. Ja. Različne sfere, kjer lahko detabuiziraš, ne, ta poklic komunalnega delavca. Kako ti je ta del, ko prideš med otroke ali med ljudi, ki jih zanima, kaj počneš? Wow. V glavnem, ljudje mislijo, da je meni to enostavno, pa domače, pa da sem ti si tako govorec, pa tako. Jaz sem samo vadil. Tukaj nisem glasbo, ker sem kitaro prejel pred zdom, ne. Jaz sem vadil, da je znam zdaj, pa da se lahko izražam čez tega. Isto glede posnetkov. Jaz sem prejel en kanal leta nazaj pred tem,
kuharski kanal, kjer sem kuhal, in sem imel 140 posnetkov tam. Ne? In če pogledaš prvi posnetek, pa pol proti koncu, to je ful razlika. Tako da jaz imam samo kilometrino vzad. Ne? In isto zdaj, vsaka zadeva je tako malo drugače. Zdaj, ko grem v šolo, ko sem šel prvič, mi je bilo tako, shit. Kako bom sploh to zvolil, kako bom tisto, in pa sem, kako čem to zapolniti. Ok, bomo vso opremo odnesel. Spravim, sem vso smetarsko opremo, ful enih rokovic, ker imamo različnih rokovic za vse tele razmere, se pravi, imamo zimske, imamo navadne, imamo dežne, imamo tisto, imamo dežno obleko, imamo škorne, imamo tako, da sem, ok, bom tu obleko in pa jih povabil, da lahko tudi probajo in pa se slikamo, se smejemo, pa tako. In vsakič, ko grem, vsakič mi je najboljš. Kaj zanima te mlade, ko prideš tja? Kaj so ta najbolj pogosta vprašanja? Oni so ponovadi kar direktni, ne radi vprašajo. Ja, primer, če ful smrdi, kako nam je, pa če smo daj kaj nadal tazga uporabnega, pa kaj. In pa sem enkrat imel sabo kitaro, kjer sem najdel, in sem pa tisto kitaro tam pokazal. Pa zmeraj, ko grem v šole pa vrtce, mi je tudi pomembno, da pokažem človeka za tem poklicem. Jaz ne bi rad, oziroma rad bi, da ljudje, otroci, a pa nasploh družba, da vidimo človeka več kot samo, ta poklic. Ne? Kot, ta je samo natakar, pa ta je samo čistilka, ta je samo, ne. Mi smo ne vem kaj vse, preden smo tu. Sprav, mi smo v prvi fazi, smo človek, smo sin, smo hčerka, smo brat, smo sestra, smo prijatelj, pa smo vse te hobi, kjer smo, šele ne vem, kje je ta poklic, kjer ga ti vprašaš. Mi pa se ful doskrat samo poistovetno, zdaj sem jaz tu, kaj sem jaz brez tega, če nisem ta poklic. Ne. Tako da rad bi, da ne vidijo samo zanemarljivo, ja, da kot ta je samo smetar, ampak to je oseba, ki je vzad, ne vem kaj še vse. Ne. Tako. Zdaj pa sem tudi prinesel kitaro, pa moje slike in pa so tudi otroci med sabo, jih malo, če to kdo je od njih ustvarjalni, pa jaz slikam, pa tisto, pa kakšna tehnika, pa se malo okoli tega, tako da je ful lepo sproščena, taka, malo več se dotaknemo. Ne. Da se najdete na neki ravni. Ja, se pravi, da ni samo ta poklic, ne, tako monotono, ampak da se tudi oni malo povejo o sebi, šport, pa to jaz jim povem, da jaz porad gibam in tudi, ko grem, zakaj mi je všeč ta poklic, zato, ker je fizično aktiven, in da jaz ga točno tako jemem kot trening in da preden grem v službo oziroma na teren, se zmeri vsako jutro prej razgibam pa raztegnem. Ne. In tu je tudi, sem rekel, čeprav se meni vsi smejijo, ostali, kaj pa ti, kaj pa tisto, sem rekel, ne sedeti, vi boste sebi zvesti, če vi veste, zakaj to delate, dejte to. Se pravi, jih nagovorim, da jaz vem, zakaj se moram greti. Se pravi, manj verjetnosti, da pride do kakšne poškodbe. Ne. Tako da telo pa zdravje pa itak vsi vemo, da če človek nima zdravja, ima samo eno željo, mislim, se vemo, kako je ti spregovoril. Ja, seveda. Ja. Je med mladimi kaj teh, ki si želijo potem postati, da reče, jaz bi bil pa smetar. Jaz imam doma sina, ki govori, da bo košarkar in smetar, ampak mislim, da jih vedno privlači ta surfanje zadaj, kako se reče. Vsak si želi vsaj enkrat to probati. Ja. Zanimivo je, ker mi dostikrat tudi starši pišejo, da se ful zahvaljajo za te vse objave, kjer delam, in da za svojim otrokom redno spremljajo in gledajo in da ko mi čakajo na nove te posnetke. In da dostikrat so mi napisali, da moj je pa rekel, da bo bil ali smetar ali gasilec, da še ne ve, da se bo odločil. Tako da obstajajo želje, ne? Ampak verjetno z leti potem ta želja premine. Ja. Po svoje tudi zaradi tega družbenega. Mene je bilo strah biti smetar, zdaj sem pa tudi probal to, sem tudi hotel to probati. Mene je bilo strah, kako bo to družbeno, kako bo. Zdaj, če ne bi smel partnerke, ne vem, kako bi imel po domače jajc, da bi si upojiti. Zakaj bi imel tako pismo, če bom jaz, se pravi, kako sploh to, kakšna je to predstavitev, nasprotno spolu. Kaj pa ti delaš, jaz sem pa smetar. Ne, in je bilo avtomatsko, se pravi, v glavnem, v šoli so staršili, se pravi, jaz sem tako. Če ne boš priden, če ne boš imel lepo ocen, ne boš pa smetar. So tudi tebe? Ja, mene bo to grozno. Mene bo to en največjih strahov v življenju. Kaj pa domači? Ne, domači pa ne. Mislim, da je moja mami, oziroma sigurno, me zelo hitro uvidela, da sem po svoje drugačen in da ta sistem
mene ubija. In zato me je pol podpirala v teh stvarih. Se pravi, ona, ko sem se rekel, da bom šolo pustil, je bilo nejasno. Aha, ni Ja, protestiral. rekel, okay, ne. Ja, kaj pa boš, sem rekel, sliko bom. In jaz sem pol redno vsak dan sliko, kot da hodim v službo. Ko smo šli s kolegi ven, sem rekel, pismo, koliko ure se moram imeti, jutro delam. On, kaj delaš? Rekel, slikam. Aha. Tako da sem samodiscipliniran. Ja, in isto, da sem pri 13 rekel, jaz bi rad kitaro igral in me je ona kar kupila kitaro, ne, pa mi nismo bili, pač to je bil finančni kar zalogaj, ne. Ni to tako, sprav 3 otroci smo bili, v glavnem, in je videla, da je tu nekaj, kar je v meni in mi je kupila in mislim, tako ljubezen mi je dala s tem, ki me je podprla v tem, da sem ji hvaležen do konca življenja, brez debate. Te je zelo podpirala, ne? Ja, in me, vedno me, in me. Zdaj, v enem od podcastov, oziroma edini, ki sem ga našla, z naslovom Ali je David Golubič srečen, si pa tudi delil, da si pri 3 mesecih ostal brez očeta. Ja. Kako te je pa ta življenje brez, si imel očetovsko figuro ali te je to zaznamovalo, se ti zdi, da si tako Ja, kot si danes? sigurno. To me je v bistvu oblikovalo to, kar sem zdaj, in iz tega naslova tudi ne bi si hotel nikakor drugače. Zato ker vem, da je bila tu cena, oziroma da je tu bila ta pot, da sem zdaj tako, kot sem. Ne? In seveda bi si želel spoznati očeta, seveda bi si želel, kako je to. Nasploh take stvari, sprav objem, kakšen je imel objem, ali pa kakšen je imel von, kakšen je imel glas, vse te stvari, se pravi, so večna v zraku. Ne? Se pravi, neka luknja je neka. In ne bom nikoli tega okusil. Ne? Ampak. Se kdaj vprašaš tako, če bi bil ponosen na te, ko bi te videl? Mi je jasno, da bi bil. Aha. Ja. Zato, ko imaš enkrat otroke, ti vidiš točno to, kar jaz hočem od sebe, hočem tudi za njega, se pravi, da je on zvest sebi, da on izhaja iz sebe in vem, ker jaz to počnem, vem, da bi pol bil ponosen. Oziroma, ja. David, počasi nam zmanjkuje tega prostora za pogovor, čeprav imam še kar nekaj vprašanj. Pa me mogoče zanima, kakšen načrt imaš zdaj s tem profilom Smetarski poklic? Je to vse spontano, kakor te bo življenje zapeljalo? Imaš vizijo, da bi še kaj drugega poizkusil v življenju? Kaj si želiš? Za smetarski ta poklic, ta profil, pa to imam ideje že od začetka, preden sem sploh pol leta, preden sem naredil prvo objavo, sem jaz imel na listu, oziroma imam napisano vse, kaj si želim, kako bo potekalo. In vse te stvari ful enih stvari sem se že dotaknil, se pravi, razen te objav, predstaviti smetarski poklic v celoti, kaj vse zajema, se pravi, to so te posnetki, potem hoditi v šole, v vrtce, predstaviti otrokom in že kot mladim dati idejo v glavo, da je pomembno ločevati, pa da je vsak poklic šteje, da ni zanimiv. Vse to sem imel napisano isto, da bom hodil na podcaste in ostale stvari, pa ful nečesa še napisano. To je bila neka vizualizacija. Ja. In jaz imam tako v življenju, dostikrat rečem, da jaz čisto vse dobim, oziroma se mi uresniči vse, kar si želim. In vedno znova se mi izkaže, da je temu tako, ker vedno znova me pismo, jaz čisto vse dobim, oziroma doživim, kar si zaželim. Ker je tudi malo strašljivo, kdaj, ne? Včasih, ja, zato tudi rečem, moraš paziti, kaj si želiš, ne. Tako da je še napisano, oziroma imam še ideje, vizije, kaj vse želim, ampak ne bom govoril o tem. Zdaj me še nekaj me zanima, zdaj me je prešinilo. Kako pa je ta komunikacija z ljudmi? Vidim, da je odziv na profile zelo dober, da te podpirajo, da nimaš nekih sovražnih komentarjev. Kaj pa na terenu? Kakšen je ta odnos? Še dobite, ne vem, ob novem letu kakšna darilca na smetnjakih, so te zahvale, kako je s tem? Ja, točno to. Ko smo bili češnje, smo 2-krat en teden dobivali. Češnje so tele. Stranke sem hotel reči, pa ne stranke. V glavnem so nam ljudje podarili pa razne tele pijače. Itak pozdravi so čudoviti.
Zdaj doskrat opazim, oziroma se mi je zgodilo, da so iz šipa, se pravi iz okna, ko so dali avto, so dali okno dol, pa so se zdali, lepi ljudje. Aha. Se pravi, ko so mene videli, so vedeli, pa jim je tu stalo lepi ljudje, ne? In so me tako pozdravili. Tako da je zanimivo, eni se delajo norci iz tega, medtem ko drugim pa je tako ostalo, da nekaj pozitivnega je. Je več teh drugih, ne? Ja. In naj tako ostane. Za konec se še vprašam, v duhu tistega podcasta, ki sem ga gledala, si srečen? Je David srečen zdaj? Ja, ampak sem. Ampak mi ni, ampak sem gotovo, včasih mi je bilo tu na prvem, moj cilj je biti srečen, ne. Zdaj pa je cilj imeti mer, imeti mer v sebi, ne. Tako da, to je tisto, čemer jaz, k miru. Imeti mer v sebi. Ampak sem srečen in isto imam mer v sebi, ampak ta mer dosežem sem tako, da sem zvest sebi. Tako da jaz ljudje naprošam in jih res nagovarjam, da bodite sebi zvesti, izhajajte sebe, izraste se. Edino tako boste dosegli ta mer, tako jaz mislim, ne, čutim. Tako da. In ne bi mogla zaključiti na lepši način, naj te tvoje besede vzamejo, ne, in jih ponotranijo. David, najlepša hvala, da si vzel čas za vse misli, besede in zgodbe, ki si jih delil. In res upam, da se še kdaj vidiva in še kakšno reči. In enako, ful hvala, res. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami. Šok.